Spoštovane, spoštovani, ljubitelji in ljubiteljice slovenskega nogometa, pred nami je zdaj še zadnja tekma 11. kroga prve lige Telemach Slovenije in sicer smo sliko na štadionu z Dežele v Celju, kjer domači Grofje gostijo sežanski Tabor. Izjemno zanimiv dvoboj. Nemaniča, ki je iskal Kua, pa ga ni našel. Kakšen nesporazum! Zaletela in Raduhe rešuje Zec. Je dober skakalec, kar je v tej akciji dokazal. Kua je potem podaljšal proti sredini igrišča, tudi tam do žoge Kadušič in tu je nov napad za Celjane. Svetlin lepo preigrava, zdaj je Tamar Svetlin, pa veliko prostora na levi strani, kjer je Majevski pred gol, priložnost za Celjane in Koprivec odbija v kot. Mihaljevič, on je tisti, ki bo zdaj podal v kazenski prostor Celjanov. Mihaljevič na bližnjo vratnico, gol! Dino Stančič! Rekel sem, to je kralj kazenskega prostora, to so podaje zanj tap in, to je njegova specialiteta, 1-0 za Tabor v 40 minuti. Presenetljivo vodstvo Sežancev je ocenil, da tu ni šlo za prekršek. Kadušič, Božič, še vedno Božič, spet Kadušič, Kadušič strelja, Kadušič! Je bilo preveč nenatančno, še vedno brez strela v okvir. Ali se bo to zdaj spremenilo, ko preigrava Medved? Medved in brani Koprivec. Briški je blokiral in s tem še nekoliko, ko je žoga. Spet dobro v skoku sicer Medved, pa zdaj je Šporn, Svetlin in Medved strelja pre gola. Mihaljevič še enkrat proti Kuau. Raduha je obstal na sredini, priložnost za Tabor, ki vodi z 2-0. Ponovno tep in Dina Stančiča. En dotik in to so žoge za Dina Stančiča. 2-0, zdaj je že za Tabor v 55 minuti. Na stadionu z Dežele dvakrat je pičil Dino Stančič, ki je v tem prvenstvu zdaj že pri 6 golih. Še naprej nadaljuje sijajno strelsko formo Dino Stančič, tule mu na koncu res ni bilo pretirano težko. Poglejte takole. Kuao bo izgledala postavitev Celjanov na igrišču po teh zamenjavah. Benedičič bo igral recimo na mesto Špora. To je zdaj nova velika priložnost in brani Koprivec, tudi Božič ni zadev, ko je bil sam pred golom. To je neverjetno. Zaletel je dobil skok, to je zdaj Jakobsen, to je dobra podaja, Božič gre sam. Še ena velika priložnost za Celjane, tudi tega Božič ni izkoristil, pa zdaj Medved in to je gol. Ja, tega pa Celjani seveda niso mogli več zapraviti. 2-1, Žan Medved, asistent, pa tule Božič. No in Celjani so v 75 minuti torej znižali na 2-1. Žan Medved s 3. golom v sezoni in zdaj smo dobili tisto, kar smo na nek način želeli, dramatično končnico. Tole je bila res sijajna podaja, Božič. Tukaj zdaj pospremimo nevaren napad za Tabor. Kuao proti Stančiču, Stančič, vratnica! Kakšen strel je bil to! Kakšen out, tu vidimo Kosja, Božič in gol! Sijajen strel Ivana Božiča in nemočen je bil tu Koprivec. Tekla je še 80. minuta, Celjani so prišli do izenačenja. Dejal sem po znižanju, da je časa dovolj tudi še za popoln preobrat. No in zdaj bomo najbrž gledali 10-minutni juriš Celjanov. Tule
v vratarjev kot sicer Božič, vendar kako natančno, poglejte. Begić, lepo zdaj Begić, priložnost za Jakobsena, brani Koprivec. Pa skače Begić, zdaj prekršek Begića v napadu. Ja, mislim, da smo gledali zanimivo tekmo dveh dobrih nasprotnikov. Z naše strani je bilo 60 minut res dobrih. Uspeli smo zadeti dvakrat, bili disciplinirani, na koncu nas je majčkeno zmanjkalo. V bistvu Celje je to znal izkoristiti in na koncu lahko rečemo, da smo gledali zanimivo tekmo in pravično razdelitev točk. Ja, nekje 50-50, zato ker imeli smo že za 3-0 za zadet, potem nismo žal izkoristili teh šans in če ne izkoristiš, potem smo pač prejeli nažalost ta 2 gola. Malo smo se ustavili pri 2-0. Na koncu smo glede na šanse tudi Celje imelo za 3-2, lahko bi se totalno obrnila tekma. Na koncu smo lahko tudi zadovoljni s to piko. No. Ja, res ni bila za začetek najlažja tekma. Na koncu se je izteklo ok za nas, glede na potek. Moramo biti zadovoljni z končnim izkupičkom. Videlo se je, da je prisotna nervoza, kljub neki želji sem tja. Naleteli smo na zelo kvalitetnega, dobrega nasprotnika, ki je točno vedel, kaj morajo storiti. Te druge žoge v prvem polčasu smo bili preveč anemični, nismo jih dobivali, tako da se je nasprotnik lahko skozi nekako ustvarjal neke situacije. Mi v nekih momentih smo igrali tako, kot smo se dogovorili in takrat smo bili nevarni, ampak tega je bilo premalo. Drugi polčas pa je bil dejansko boljši, zabili smo 2 gola, imeli smo še neke šanse. Lahko bi šlo tudi v druge smere, kar je dejstvo, ampak fantom vse čestitke, odgarali so, verjeli so do konca in to je tisto, kar morajo slediti in bo ok. Pa naravno, uvodno smo u slačionici rekli treba dići glavu gore, da nije sve izgubljeno, tako da izašli smo van, dali smo sve od sebe, nažalost imali smo malo više prilika, ali ništa, to je nogomet, to je sve normalno, u sljedećim utakmicama moramo to zabiti i nadati se pozitivnom rezultatu.